Ivo, prvi gosti. Ja. To moraš imeti majico, lej. Strašno. nujno. Nujno Ja. bo majico dobo. Pozdravljeni v drugi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo govorili o programu Autodesk Revit, razvoju programskih rešitev za Revit, uvajanju uporabe BIM-a v prakso in še marsičem. Z vami sva Robert in Matevž. Zdravo, Robi. Zdravo. Baje si nekaj bolj bolan danes, ampak upam, da boš zmogel tale naš podcast oddelati. Prepričan sem v to. Danes sem bolj na slabem glasu, ampak se bom potrudil po najboljših močeh. No, jaz se bom tudi trudil, še posebej zato, ker danes gostimo prvega gosta v podcastu in to je Ivo Žagar iz podjetja CGS Plus. Pozdravljen, Ivo. Pozdravljeni. Kako lahko v parih besedah poveš, kaj počneš, kaj delate na CGS-u za vse tiste, ki morda tega ne vejo? Jaz sem v bistvu najprej bi predstavil sebe. No. Jaz sem gradbenik, ki se je po študiju odločil, da mu ni všeč v gradbeništvu delati in sem začel potem v bistvu programsko opremo razvijati. In zdaj se že več kot 15 let ukvarjam z uvedbo, informacijskih tehnologij v prakso. In to je tudi pač osnovno delo pač CGS-a. Poleg tega, da tržimo programsko opremo, še pomagamo potem strankam pri uporabi le-te. Odlično. Naj povem, da je CGS vsaj v mojih očeh v bistvu eno tako izjemno uspešno razvijalsko podjetje, še posebej na področju gradbeništva, kjer takšnih praktično ni. In danes sem si več časa vzel in na spletni strani našel cel kup zanimivih stvari od recimo alternativ Autodeskovim programom in tako naprej. Tako da je pač zelo zanimiva zadeva, ki jih morda do zdaj sploh nekako nisem poznal. Jaz bi na tem mestu še dodal, da se z Ivom poznamo že dlje časa, zato se bomo danes stikali, pa upam, da ne bo poslušalce to motilo. No, mislim, govor je o sproščenem pogovoru o informacijskem modeliranju zgradb. Mislim, da to zajema zraven. Ivo, omenil si, da si 15 let nazaj se nekako odločil, da gradbeništvo, pač tako osnovno gradbeništvo ni zate. Lahko mogoče opišeš, kako je nekako enemu gradbeniku, ki morda jasno nagnjen v recimo ta računalniški del, že skozi študij, kako je nekomu priti v eno tako okolje CGS-a, kjer je tradicionalno zelo recimo računalniško usmerjeno, na vsak način pa v gradbeništvu. Kako so bili prvi začetki? Ja, v bistvu meni ni bilo to težko, ker sem se že dosti med študijem pač z računalniki ukvarjal. Takrat je bilo sicer vse skupaj bolj v povojih. Še se spomnim, je bil zelo velik dogodek, ko je na fakulteti, ko so namestili Windows 95 na računalnike. Tako da bomo rekli bolj na začetku. Drugače pa na CGS-ju, pač ko sem prišel tja, je bilo vse skupaj zelo sproščeno. Začel sem najprej z predstavitvami raznih programov za projektiranje armature pa pač za račun statike. Potem sem pa počasi začel tudi razvijati, kar počnem še zdaj v bistvu. No in omenil si, prej, ko smo se pogovarjali, da razvijate
en produkt, ki so v bistvu neka dodatna orodja za Revit. Jaz sem očitno živel v čudnem prepričanju, da Revit praktično obsega vse, kar en tak gradbenik, arhitekt potrebuje za delo v BIM okolju. Ampak tle na spletni strani vidim, da ponujate cel kup enih dodatkov, nekih pluginov, verjetno, ki ta Revit nadgradijo z marsičem. Lahko kakšno stvar pač poveš o tem. Ja, zdaj v bistvu najprej bi to povedal o Revitu, pa v vseh programih, ki obstajajo, pač so v osnovi sami po sebi uporabni, ampak po, recimo nekaj časa, ko človek uporablja program, ugotovi, da se da določene taske pač seveda poenostaviti ali pa narediti, da se izvajajo avtomatsko. In tukaj pa pač pridemo mi programerji potem zraven. Se pravi, najprej treba analizirati, kaj človek počne, kaj se pač da avtomatizirati. Pa ko imamo v bistvu ta podatek, lahko to zadevo zautomatiziramo, se pravi, kolikor program to omogoča, ne? Ker so tudi v bistvu določeni programi, ki so dosti zaprti, pa nimajo API-ja in se to ne da narediti. Jaz bi se vrnil samo malo nazaj. Glede na to, da si omenil, da že 15 let si v teh vodah, potem bi pričakoval, da si vsaj začel na enem drugem programu in to je verjetno na AutoCAD-u. Zdaj pa preden začnemo več govoriti o Revit Tools, mene zanima, ker jaz sem namreč podjetje CGS najprej poznal kot razvijalca dodatkov za AutoCAD. A v AutoCAD-u še kaj razvija CGS ali se je zdaj ves razvoj preusmeril v Revit? Ja, torej, tako kot si omenil, sem jaz začel pač programirati v AutoCAD-u. Še vedno imamo nekaj produktov, ki so v AutoCAD-u, ki tečejo v AutoCAD-u, ampak se pravi, vse jaz osebno čim več, kar se da, pač delam v Revitu. Nekako sem se pač tudi navadil zdaj, bom rekel, programskega jezika pa API-ja, tako da mi zadeva dosti leži. Drugič imamo pa še en kup programske opreme, recimo Pleteja je vsem poznana po Sloveniji, produkt za projektiranje cest. Ta je v AutoCAD-u, tako da pač še vedno to obstaja. No. In tudi recimo en mogoče zelo zanimiv podatek, ne, v svetovnem merilu, ne samo pri nas, Autodesk še vedno proda več kot polovico pač vsega svojega prometa je v bistvu več kot polovica njihovega prometa je AutoCAD in AutoCAD Lite. Odlično, najlepša hvala za informacijo, ker to me vedno zanima, pa nisem nikoli zbrskal tega podatka. Zdaj, če smo ravno še pri Pleteji, pa eno zelo tehnično vprašanje, ki pa mene muči. Vem, da včasih je bilo vse razvito v Lispu, AutoLispu. Kako je zdaj? Se to še v AutoLispu dela, po ta novem v AutoCAD-u, ali je to zdaj še VBA ali je kaj tretjega, ker vmes je bil že, kaj je bil že, CRX ali neki tasga, nek C++-ovska knjižnica je bila včasih. Tako, ja. Zdaj v bistvu Pleteja je v C++ razvita. Jaz osebno sem pa začel v bistvu programirati v Visual Basicu. To smo se tudi pač na fakulteti naučili, tako da tam potem naprej se pač razvijaš, pa iščeš druge programske jezike, ki ti bolj ležijo ali pa so bolj uporabni. Zdaj, če smo že ravno začeli omenjati AutoCAD in Revit, to smo imeli že bolj na štiri oči debato o tem, ali AutoCAD daš ali ne. In mislim, da si Ivo omenil, da ti ne veš, zakaj sploh študente se še uči AutoCAD. Pa me zanima, res misliš, da lahko začnemo takoj z uporabo BIM-a brez nekega vsaj osnovnega poznavanja CAD programov? Ja, v bistvu, potem, ko smo se mi tole pogovarjali, ne, dejansko, jaz sem zanemaril opisno geometrijo, ki pa je v bistvu rabiš AutoCAD, da dobiš tisto občutek, kaj je črta, kako se pač v prostoru riše, pa tako dalje, ne. Dejansko je AutoCAD oziroma en tako orodje podobno kot AutoCAD še
vedno treba študente učiti. No. Kar se tiče pa pač, bom rekel, enega modelirnika, tazga, kakor je pač Revit, je pa tukaj mogoče tudi v bistvu že v prvem letniku, ne, malo prekmalo, ker še študenti niti ne vejo toliko o samem gradbeništvu, ne vem, velikih pride mogoče recimo iz kakšnih drugih smeri, iz srednje šole, veliko je gimnazijskih maturantov in pač potem jim je malo težko že razlagati v takoj prvo uro o nosilcu, pa stebru, pa tako dalje, ne. Zdaj ne vem sicer, kdaj učite te programe oziroma risarske programe, ampak Jaz mislim, da si ravno kar odprl oziroma ne odprl temo, ampak da si sam odgovoril, zakaj je potrebno študente najprej začeti učiti CAD programe. In sicer problem, ki ga jaz vidim pri vseh BIM modelirnikih, je v tem, da je nujno poznavanje stroke. V CAD programu dejansko potegneš črto in ta črta predstavlja črto. In kot si omenil, pri opisni geometriji je potrebno dobiti občutek vsaj za 2D, da lahko prideš v 3D. Pri BIM programih je pa še ta težava, da dejansko brez poznavanja pravil stroke ne moreš, v bistvu ne dobiš iz BIM programa prav nič oprijemljivega. Tako da jaz mislim, da si prav zadev glavno težavo in zakaj jaz še vedno zagovarjam, da morajo študenti gradbeništva začeti s CAD-om, se pa strinjam, da bi bilo nujno nadaljevati v BIM, ampak to mogoče zagotovo ne v prvem letniku, mogoče celo še na drugi stopnji. Ja, ena stvar morda, da se navežemo na te študente in znanje različnih programov. Ivo, pač vidiš študente, ki prihajajo iz fakultete z diplomo, koliko dejansko se od njih pričakuje, da te stvari obvladajo, ko pridejo iz fakultete. Mene je to vedno zanimalo, v bistvu, ali pač se pričakuje, da jih lahko posedi za računalnik in da samostojno znajo nekaj narediti v AutoCAD-u, v Revitu ali sorodnih programih, ali pa grejo skozi nek proces učenja, spoznavanja s temi programi še skozi v bistvu, ne vem, neko uvajalno obdobje, kjer se jih dejansko nauči, kako določena firma uporablja nek konkreten program. Ja, zdaj pač, da recimo, ne vem, ko pridejo študenti v podjetja najprej, je zelo dobro, če imajo neke osnove, se pravi, kako se ali riše v CAD-u ali modelira v kakšnem modelirniku. V bistvu same načina dela, pa kako se modelira pa tako dalje v podjetju, se pa potem v bistvu študent oziroma pač potem že zaposleni more preučiti v samem podjetju, ker vsak podjetje ima mogoče malo svoj pristop, ne vem, svoje nastavitve v programu in tako dalje. Tako da se pravi osnove, ja, kaj več pa potem v bistvu mogoče kakšni študenti, ki še ob delu kaj delajo, pač že med tem delom samim pridobijo. Glede na to, da ima podjetje CGS tudi nudi podporo uporabnikom, sploh glede na to, da tudi trži ogromno programske opreme, ki jo razvija sama, morda veš, s čim imajo uporabniki največ težav? A so to težave s tehnično opremo, a so to mogoče težave s samo uporabo, ali so to mogoče težave, ki izhajajo že iz same uporabe informacijskih tehnologij, kot je recimo, da želijo orodja prilagoditi njihovim obstoječim delovnim procesom in ne obratno. Imaš mogoče kaj teh podatkov? Ja, zdaj v preteklosti sta bila, recimo, ko smo še v AutoCAD-u delali, sta bile dve nastavitvi, ki sta se uporabnikom stalno pač podirale. Ena je bila za v bistvu pen na koleščku pri miški, ta drugi se pa zdaj ne spomnim. In to smo imeli pač večino podpor, se pravi večino klicev na to temo.
Zdaj v zadnjih časih, ko se pa ne dela več toliko, sej pač v visokogradnji mogoče, v CAD-u, imamo pa težave predvsem s tem, da recimo, ne vem, uporabniki potem, ko nekaj časa program že uporabljajo, ugotovijo, da določene naloge v bistvu precej dolgo trajajo. In dejansko imamo tam potem v bistvu, zdaj bolj bomo rekli, svetovanje kot pomoč, kako se da take zadeve poenostaviti ali pa hitreje izvesti. Pa se morda opazi kak trend, da uporabniki lahko s pomočjo spleta večino težav rešijo sami, ali še vedno kličejo tudi za manjše težave? Ne, to se pač seveda opaža, saj tudi mi v bistvu kakšno težavo rešimo tako, ker dejansko pač vsega ne moreš vedeti, recimo, ne vem, kakšne bolj zapletene stvari, tako kot postavitev serverja ali pa kaj takega, najlažje najdeš na spletu, seveda, ne. Rešitve, pardon. Ok. Kaj gremo malo na Revit pogledati? V bistvu ena par stvari imam čisto konkretnih vprašanj. Pri meni se je v pisarni pred časom oglasil en kolega in me je začel spraševati o Revitu in sorodnih BIM-ov programih, predvsem okoli združljivosti z drugimi orodji oziroma kaj Autodesk kot razvijalec Revita ponuja za, ne vem, strojnike, za neke izračune energetske učinkovitosti, ali se te stvari delajo po slovenskih standardih oziroma evropskih standardih in tako naprej. Lahko enih par stvari samo v tej smeri poveš. Ja, zdaj Autodesk v bistvu v zadnjem času priporoča ali pa kar v bistvu prodaja tako imenovan suite, v bistvu, ki je paket, ne vem, več kot 5 programov, zdaj pač odvisno, v kateri različici se odločite to vzeti, ampak dejansko so noter programi od pač modelirnikov, potem recimo, ne vem, program za pregledovanje modelov, pa recimo statične analize in tudi za strojno, v bistvu recimo Inventor v osnovni različici je v bistvu vključen v ta paket. Tako da, bom rekel, združljivi so te programi med sabo do neke mere, se pravi, ne vem, ali če v osnovi v bistvu vedno lahko prenesemo iz enega programa v drug program, nek DXF ali pa DVG, se pravi, neko 3D geometrijo, medtem ko pa če bi želeli parametre, je pa treba že potem v bistvu malo več znanja ali pa mogoče še kakšen dodatek naprogramirati, ki to prenese. Kar se tiče pa pač drugih orodij, tako kot so pač energetska analiza, potem recimo tudi za statične analize, pa že tudi Autodesk sam ponuja, bom rekel, oblačne rešitve, s pomočjo katerih v bistvu iz modelirnika mi podatke izvozimo, bomo rekli, na ta server, kjer se potem ta analiza izvede. Recimo en tak lep primer je mogoče program oziroma servis za renderiranje, ki v bistvu recimo, če lokalno renderiramo v Revitu, bi recimo model rabil, ne vem, kakšno uro ali pa še kaj več, ko damo pa vse skupaj se pravi na server oziroma pač pošljemo Autodesku, je pa to v parih minutah gotovo. Okay. Omenil si nek recimo dodaten razvoj pač recimo za prenose ali pa za avtomatizacijo določenih opravil znotraj teh programov. Kako je pa zdaj s tem v bistvu? Ali se to še vedno razvijajo pač v nekem VBA-ju oziroma v Visual Basicu, ali so te stvari mogoče bolj odprte tudi na druge, recimo skriptne jezike, ki so recimo bolj splošni? Ja, zdaj pač tlele je možnosti več, pač mi razvijamo konkretno v C#, potem v bistvu dobimo neke knjižnice, neke plugine, ki jih
bomo rekli, namestimo na računalnike, drugače se da pa tudi v kakšnih skriptnih jezikih, recimo, ne vem, Python vem, da je Mateju že všeč, ne. Ja, to sploh. Tako da pač to obstaja, ali pa kakšen Dynamo, recimo, ne vem, kaj je pa tudi neke vrste programski jezik, bom kar rekel, za avtomatizacijo. Ok. Zdaj, omenil si tudi Dynamo, lahko še mogoče, ker se mi zdi, da Dynamo ni ravno splošno znano orodje, saj ne verjamem, da ga študenti kaj spoznajo. Lahko mogoče v parih stavkih poveš, kaj ta zadeva omogoča? Ja, v bistvu Dynamo je, bom rekel, kar programski jezik, na katerem v bistvu na nek vizualen način sestavljamo programsko kodo, ne vem, pač vzamemo recimo nek del kode, ki prebere iz modela določeno zadevo, jo potem v bistvu lahko recimo premelje in jo zopet nazaj zapiše na drug način. To je tako zelo na kratko razloženo, drugače pa v bistvu ta ideja, bom rekel, enega tazga programskega jezika je že zelo stara, recimo, ne vem, podobna zadeva je Grasshopper za Rhinota. Ok, Robi, kakšno vprašanje? Ja, jaz imam še eno vprašanje in sicer zdaj govorimo veliko o Revitu. Imel sem pa priložnost pred kakšnim tednom, slabim tednom, sem bil na enem predavanju, kjer je predaval Ivo in sem bil kar malo presenečen, da pri pripravi enega takega modela, da ni bil uporabljen samo Revit, ampak sem videl, da je uporabil v bistvu celo paleto programov iz tega Autodeskovega paketa oziroma suita. Pa me zanima, a je res potrebno pri vsaki izdelavi takega modela uporabljati, ne vem, takrat se spomnim, da si uporabil, mislim, da celo tudi AutoCAD, pa potem neki Civil 3D, da si potem prišel do Revita. A je to res nujno, ali se da vse shajati samo z Revitom? Recimo, če pogledam zdaj nazaj v 2D svet, takrat smo praktično lahko z AutoCADom naredili vse. Ja, zdaj v bistvu jaz sem zadevo pokazal sicer na zelo enostavnem modelu, ampak želel sem v bistvu demonstrirati, kako se počnejo, bom rekel, kako se projektira v kakšnih večjih podjetjih ali pa na večjih projektih. Težava v bistvu v Revitu je v tem, oziroma tudi v samem projektiranju je v tem, da pač podatki o projektu niso samo v Revitu izdelani, se pravi, določeni projektanti uporabljajo še vedno kakšne CAD-e, recimo, ne vem, AutoCAD za napeljave je še vedno, oziroma tale CAD MEP, recimo, je zelo močen. Tako da potem v bistvu, ko želimo mi te modele skupaj združevati, pa kakšne clash-e preverjati, se pravi, moramo uporabiti ali Navisworks ali pa podoben program pač od kakšnega drugega proizvajalca. Dočim pa AutoCAD sam je pa vedno, v bistvu še vedno, bom rekel, najbolj enostaven program za projektiranje, kjer pač mi lahko ali prečistimo določene podatke, ki jih dobimo, ne vem, podloge za recimo teren je bil konkretno problem, ali pa pač, ne vem, samo vzamemo pač del načrta, ki nas zanima, ki ga potem v bistvu v Revitu vozimo in potem zmodeliramo stvari okrog ali pa pač s pomočjo tiste podloge. Če se ne motim, so tudi govorili o tem, da je Autodesk zdaj z letom 2016 totalno spremenil svoj model nakupa oziroma zdaj se v bistvu programsko oprema najema. Pa me zanima, v teh paketih najema, a so to vsi ti programi, ki jih en tak projektant potrebuje, so vsi na voljo znotraj tega paketa, ali se ti paketi razlikujejo in je potrebno pač malo pregledati, kaj v katerem paketu dobiš? Ja, zdaj v bistvu v tem Building Design Suiteu je dejansko recimo od nizkogradnje do visokogradnje statike, mogoče celo malo strojništva zraven, ampak potem v bistvu se od primera do primera uporabnik odloči, ne vem, kater paket bo vzel. Recimo, če se bolj s strojništvom ukvarjajo, bojo nekaj vzel, kar je več strojniških produktov noter in tako dalje. No.
Ampak načeloma je pač tudi tendenca splošne uporabe programov v tem, da imaš več programov, s katerimi uporabi program, ki je najbolj primeren za tisto delo, to jaz zagovarjam, se pravi. Za AutoCAD, za neko risbo počistiti na delu tega v Revitu, če imam AutoCAD, lahko to AutoCAD parkrat hitreje naredim. Pri tem mene zmeraj tako skrbi razne prenašanje, v bistvu takoj, ko začneš kombinirati Revit z AutoCAD-om, nekaj konkretno črte ali pa vsaj recimo 3D, neki takšni klasični elementi, neka telesa, napram Revitu, kjer so pač vemo, kaj je noter, pač gradbeniški elementi od strehe oziroma pač od stebrov, oken, vrat in tako naprej. Tako da verjamem, da se pa to da narediti, ampak najbrž moraš to precej s pametjo tudi početi. Se te v bistvu tlele gre mogoče bolj za to, recimo, da dobimo neko situacijo ali pa neki idejni projekt, recimo, ki je bil v AutoCAD-u zasnovan in potem ali pa pač neko obstoječe stanje, na katerega se navezujemo, tako da dejansko se mi ne ukvarjamo s tistim, kar dobimo, rabimo samo pač nek podatek, da začnemo projektirati lahko sami. Ne? Ja, razumem. Ok. Mogoče tukaj imamo še par vprašanj pripravljenih za Revit Tools, se pravi zadeva, kaj razvijate, pa me spet, vsaj za začetek, bolj takšne, recimo bolj programerske stvari zanimajo, koliko dejansko, koliko ljudi sodeluje pri tem, kako se to dela, koliko časa se že to dela, lahko ceniš približno koliko programskih vrstic je, zato da bojo poslušalci recimo imeli malo občutka, koliko je vloženega dela v eno tako, recimo temu celovito orodje, ki nadgrajuje Revit. Zdaj, če govorimo konkretno o Revit Toolsih, nas je sodelovalo v bistvu pri tem 4-5. Tukaj gre v bistvu za programerje plus potem neke vrste marketing podporo. To razvijamo že zdaj kar na par let, mislim, da na 5 ali 6. Seveda ne za poln delovni čas, ampak pač tako po potrebi. Koliko kode bom težko ocenil, ampak je kar veliko. To je to. Okay. Robi, kakšno vprašanje? Mislim, da smo izčrpali vprašanje, zato predlagam, da gremo zdaj na novice. Se strinjam. No, če začnem jaz z novicami, v vsakem podcastu imamo en termin, o katerem govorimo o novicah iz BIM sveta. In prejšnji vdaji, če ste poslušali prejšnji podcast, sem jaz omenil eno spletno stran bim-level2.org in smo tudi omenili, da je Velika Britanija zdaj mislim, da v naslednjem mesecu. Ne, 4. april je bil deadline za to, za level 2. Se mi je zdelo, da je že bil ta datum, ampak sem pa precej presenečen nad naslednjo novico, in sicer na Twitterju so oba z Matevžem zasledila, da so objavili eno številko, in sicer, da je bilo v zadnjih 3 tednih, kar nekako sopada s tem, ko je bila zadnja oddaja tega novega podcasta, da je bilo približno 2000 prenosov teh L2 standardov. In ne vem, meni se ta številka zdela precej majhna. Kaj se pa vam zdi? Ja, če jaz lahko pokomentiram, meni se zdela pa zelo velika. Ampak mogoče nimam ta pravga v bistvu, oziroma pač bom tako rekel, da sem si bolj Slovenijo zraven predstavljal, ne pa Veliko Britanijo, kjer je jasno grad potencialnih odjemalcev za en tak standard mnogo več, kot jih najdeš v Sloveniji. Tako da ja, če skozi to luč pogledam, morda res. Bi pa še zmeraj rekel, da je
zanimivo, da je ena taka, recimo, celovit pristop v bistvu k temu, da želijo propagirati to, da želijo v bistvu dejansko pomagati uporabnikom, da te stvari speljajo, da je to malo pozno so se tega lotili, ampak da v bistvu so se pa kar celovito, no? In da mislim, sem zasledil, da imajo pač tudi neke deadline potem do decembra 2016. Zdajle sem pozabil točno, na kaj se tisto nanaša, ampak zdi se mi, da so se oni tega resno lotili in da ne mislijo tega kar pozabiti in pomest pod preprogo, kot v smislu, ja, ne vem, toliko in toliko firm še ni pripravljenih, dajmo mi to predstaviti za 3 leta. Da tega nekako niso pripravljeni več početi, kar je meni se zdi zelo, zelo pozitivno. Mislim, da se bo v naslednjih mesecih, ko bomo imeli nove razpise za te projekte financiranja z javnim denarjem, da se bo zelo hitro pokazalo, ali mislijo resno s temi standardi ali ne. Me pa zanima, kaj Ivo misli. Je številka 2000 velika ali majhna? Ja, zdaj odvisno, kako gledamo, recimo, ne vem, pač po enih podatkih ne bi recimo v Londonu bilo 20,000 arhitektov, ne? In če gledamo recimo, da je v eni firmi povprečno, kaj vem, 100-200 arhitektov, potem je ta številka kar visoka, ker po firmah je tako ponovadi, to se par ljudi ukvarja s tem, recimo, ne vem, 2-3, ne? Se pravi, ne vem, 1000 podjetij, ne, če na hitro izračunam, ne? Ampak, ne vem, se pravi globalno gledano, oziroma pa če še gledamo pa tukaj zraven ponovadi, vem, da se pač Evropska unija cela potem nekako po Veliki Britaniji zdaj zgleduje, je pa teh downloadov zelo malo. Mislim, da samo slabo zmarketirana stran. Zdaj, ko je to na Twitterju, bo tega seveda več. No, ampak jaz sem tudi izhajal iz tega, da recimo eno od teh 2000 sem bil tudi sam. No, in če gledamo, da je bilo nas takih verjetno več, ki smo to iz radovednosti bolj kot ne prenesli, v tem primeru se mi zdi številka še nižja, ampak ja, nisem pa pomislil na to, da se mogoče ne ukvarjajo vsi s temi, da mogoče samo človek, 2 iz vsakega podjetja to preneseta. Ja, to mogoče je za vprašati se, kaj v tem smislu dela Slovenija. Ali se kaj podobnega tudi tukaj pripravlja. Ne vem, Ivo, mogoče ti kaj slučajno iz prakse veš okoli tega. Zdaj, pač, kakor jaz vem, par razpisov bolj nizkogradnejših sicer, ampak je bilo že na to temo, s tem, da pač recimo, ne vem, omenjajo, da bi rabili BIM model, se pravi, da morajo pač projektanti oddati BIM model, ampak mislim, da bi se pa pač kaj na državnem nivoju odvijali, pa zaenkrat še ne. No. Ok. No, mislim, da smo tole novico kar obdelali. Se pa naslednja tudi navezuje na tole Veliko Britanijo. Očitno nam je zelo všeč. No, v bistvu v tem kontekstu sem zasledil še eno spletno stran Digital Build Britain, kjer pa je govora o level 3 specifikaciji. No in v zapiskih bo tudi povezava na PDF dokument, ki so ga pripravili na državnem nivoju, ki pa opisuje v bistvu ta level 3 in mislim, da je to pa leta 2017, konec leta 2017, da je nek deadline zdaj, ampak mislim, da v tistem dokumentu jasno piše, kdaj ne bi to se zgodilo. Tako da jaz mislim, da res Velika Britanija kot taka je morda prevzela neko vodilno ali pa gonilno vlogo na področju uvajanja BIM-a. Mislim, da so Skandinavci nekako, ok, oni so že to obdelali najbrž že leta 2000, pa je končno zdaj prihaja dol
proti jugu, mogoče da bomo enkrat oplazili še Slovenijo. Pa misliš, da so samo obdelali leta 2000, da so tudi implementirali? No, oni so kar implementirali, ker vsaj, kukar smo zasledili skozi razne evropske projekte, so se s tem zelo veliko ukvarjali. Zdaj, koliko pa dejansko to v praksi zaživeli, pa recimo, da ta trenutek niti ne morem reči. Ampak kot mogoče ti kaj več veš o tem. Jaz žal tudi ne vem nič kaj več o tem. Vem pa, da je blazno pomanjkanje kakršnih koli modelov, s katerimi bi lahko vsaj dokazovali nek potencial BIM-a. Na to se navezuje tudi tretja novica. In sicer tretja novica, oziroma to novica lahko bi bilo tudi priporočilo, je pa ena povezava do GitHub repozitorija, na katerem bo lahko vsak našel celoten BIM model. Mislim, da je to rezultat enega magisterija in dejansko se najde gor vse datoteke, IFC, BFC, izvažanja. Če se ne motim, je bil osnovni model narejen v Archicadu, potem pa so bili ti izvozi vse upravljeni in pod nekimi določenimi pogoji je ta model na voljo vsem in avtor obljublja vsaj, upam, da je resno, da je model pripravljen precej dober, čeprav me pa skrbi eno obvestilo, da so možne tudi napake v njem, ampak za kako testiranje, mogoče da se pokaže študentom, da se pokaže mogoče šefu ali pa zaposlenim, bi pa znal biti zelo primeren, zato sem ga tudi uvrstil sem na ta seznam. Teda, če bo koga zanimal ta model, lahko povezavo najde v zapiskih, pa si mogoče lahko prenese in pa pregleda, čemu morda koristi. Mogoče lahko tudi ga Ivo poskusi, koliko se v Revi to odpre. Ja, to bom definitivno poskusil. No. Ja, mogoče v povezavi s tem bi mogoče Ivo vprašal še eno zadevo. BIM kot tak nekako obljublja zelo veliko in to, kar morda manjka, je pač nek seznam, neke dobre prakse tega, neki dobri rezultati in se mi zdi, da je problem vseh teh stvari, ki so nekako procesno orientirane, je to, da so te pozitivni rezultati vidni šele čez leta. Zmer je govora, ja, da je pa vzdrževanje potem mnogo lažje, če imamo enkrat takle BIM model, pa vzdrževanje nadgradnje nekih stavb, upravljene stavbami in tako naprej. To za enega investitorja, ki pač mora vložiti precej veliko vsoto v samo projektiranje, v samo izgradnjo, nekako zelo težko ga je prepričati v to, da vloži še nekaj dodatnih sredstev za to, da bojo te načrti dejansko pripravljeni v takšni obliki, ki bojo potencialno garantirali neko dodano vrednost po koncu same gradnje. Tako da ne vem, a je Ivo mogoče veš, a je te pač recimo potencialne naročnike, investitorje težko prepričati v kaj takega, se to sploh dela ali so v bistvu te investitorji nekako imajo to srečo, da najamejo arhitekte, ki to znajo in želijo delati recimo po BIM procesu oziroma pač uporabljati takšne programe ali pa so dejansko že lahko toliko izobraženi oziroma toliko razgledani, da vejo, da bi bilo to zelo dobro, da zahtevajo sami od sebe, ne da bi jim zakonodaja to narekovala. Ja, zdaj, jaz mislim, da bi mogli pač tudi mi malo, bom rekel, investitorje tukaj izobraževati, da bi videli prednosti, pa kaj je drugače kot recimo pač neko klasično projektiranje, ki se je pred 20 letom delali. Drugače pa v bistvu tako, ja, pač če se, bom rekel, taki projekti se izvajajo bolj v primerih, ko bom rekel, so pač ali projektanti bolj zagnani, pa bolj dovzetni za mogoče tako tehnologijo, pa je potem v bistvu naprej porivajo.
Tako da dejansko zaenkrat je bolj tako, da od samega projektanta odvisno, ali bo delo na tak način, ali bo delo še klasično 2D. Okay. Mislim, da smo zdaj prišli do hitrih vprašanj, če vskočim besedo malo Matevžu. To me prav zanima, kako se bo to razpletel. Ivo, če si morda poslušal prvo epizodo, mi dva z Matevžem imamo vedno tu ena diskusija o tem, kaj BIM sploh je. Pa bi kar jaz ti postavil prvo vprašanje. Od BIM programske opreme, kaj uporabljaš? Katere BIM programe uporabljaš? Kaj v prihodnosti vidiš, da bo prevladujoča platforma mogoče? Zdaj mislim, da smo že dosti poslušali danes o Revitu, tako da ga ne bom več omenil. Bi pa mogoče rad povedal, da v bistvu orodja, ki si jih ljudje ne predstavljajo, da so recimo modelirniki, so zelo pomembna pri enem takem procesu projektiranja. Zdaj, ena je recimo Excel, potem razne spletne aplikacije, ne vem, za bom rekel, shranjevanje datotek ali pa za v bistvu širjenje datotek med posameznimi projektanti, ali pa za čisto enostavno izvajanje analiz, recimo, ne vem, model oddamo na nek strežnik, kjer v bistvu vse parametre, ki jih želimo analizirati, v bistvu shranimo v neko bazo in potem v bistvu izvedemo neko analizo ali ne vem, analiziramo velikosti prostorov ali analizo toplotne odpornosti ali kakorkoli že. No, ampak zato, da mi ne boš cel sistem podaril, najbrž lahko rečemo, da bi če si moraš izbrati en BIM program, bi izbral Revit, ne? A ne da? Prav. Se pa, ker drugače bom moj grafik tam moral razširiti še na Word, pa na Excel, pa na PowerPoint, pa na YouTube, pa ne vem kaj še vse, ne? Tako da recimo, da tega ne bi delal, ampak se pa na vsak način strinjam, ne? Da ta neka infrastruktura pol dejansko zaokroži in daje celotno podporo vsem ostalim programom. Brez tega se jasno te ne uporabe že navadnega Worda skoraj ne znamo več predstavljati. Drugo vprašanje. BIM. Ta je zelo kratko vprašanje. Ali smatraš, da je BIM model oziroma ko smatraš bolj kot model ali bolj kot proces? Jaz bi tukaj rekel oboje, pa ne zato, da se ne bi vama zameril, ampak ravno zaradi tega, kar sem prej tudi govoril. Se pravi, na eni strani imamo nek model z informacijami, na drugi strani pa v bistvu nekaj moramo s temi informacijami početi, tako da oboje je pomembno. Se pravi, in model in potem v bistvu proces, delovni proces ali pa kako te informacije zapišemo, kako jih uporabimo v raznih analizah in tako dalje. Se strinjam. Ne se strinjam. Ivo, vseeno v redu, sprejmemo to, da misliš, da je oboje, ampak če bi se res moral odločiti za eno ali drugo in da je od tega odvisno, ali boš naredil izpit ali ne, kaj bi se odločil? Ali je to proces, ali je to bolj model? Ja, žal bom mogel reči proces potem, ne. Ker je, se pravi, vse fino, da imamo model za vsemi informacijami, ampak še vedno v bistvu, kako mi te informacije uporabimo, je skoraj bolj pomembno pri tem procesu projektiranja oziroma pri tem načinu projektiranja. Odlično, Ivo, zdaj pa lahko gremo na tretje vprašanje. Sprejeto. Zadnje vprašanje pa skratka OpenBIM, pa ne v smislu, kot je nekje definiran, ampak predvsem v smislu uporabe nekih odprtih standardov za izmenjavo podatkov v tem tako imenovanem BIM procesu. Ali je tle prihodnost, ali se splača potruditi glede tega, ali pa v bistvu je najlažje, oziroma ne najlažje je sigurno, ampak ali je prihodnost v tem, da rečemo v redu, uporabljali bomo programe, Autodeskove programe, ki so recimo po neki definiciji že med sabo kompatibilni.
Ja, tle je zdaj pač, jaz podpiram idejo pač tega, da bi bil nek standard odprt, pa orodja brezplačna, ampak mislim, da gradbeništvo ni taka disciplina, kjer bi se to dali izvesti. No. Se pravi, po eni strani nimamo investitorjev, ki bi bili pripravljeni v to investirati. Tako da bom rekel, da je zdaj v bistvu bolj pomembno, da imajo orodja, ki jih uporabljamo, možnost neke poizvedbe v model, se pravi, da imajo API, da lahko mi recimo, ne vem, s svojim orodjem, ki ga razvijamo ali pa pač, ki ga bomo uporabili, te podatke iz nekega drugega modela dobimo. In to je bil, mislim, zelo lep primer, je mogoče recimo so razna orodja za statične analize, ki v bistvu po večini podpirajo IFC, ampak so se kljub temu v bistvu vsi proizvajalci odločili, pa so sami napisali, bom rekel, dodatek za Revit, ki potem v bistvu model iz Revita vzame preko tega pač nekega programske kode, ne preko IFC-ja. Ja, razumem. V bistvu namesto, da celoten proces pač damo na nek skupni imenovalec, na tako imenovan nek standard, pač dejansko poiščemo samo načine, kako bomo pretvarjali z enega v drug format v trenutku, ko je to res potrebno, najbrž, ne? Ok. Mislim, da smo tole zaključili. Hitra vprašanja so šla skoraj, ne vem, koliko je rezultat. Jaz zgubljam definitivno, tale moj model ne gre nikamor. Ostane, da počasi zaključimo. Za konec, recimo, da imamo kakšne nasvete za poslušalce, kaj priporočate, kakšna stvar, ki se vam zdi omembe vredna. Ja, in če začnem s temi priporočili, kar jaz. Nisem vedel točno, kaj bi danes dal, in potem me je rešil Ivo, ker sem videl, kaj je bilo njegovo priporočilo. Za tiste, ki ste morda na Macih in ste navajeni Windows okolja, meni je blazno všeč na Windowsih to, da lahko primem okno, ga vržem na rob zaslona in se mi odpre na polovici ali pa bodisi čez cel ekran. Zato sem iskal eno alternativo na Macu. Alternativ je kar nekaj, ampak so v bistvu vse plačljive, jaz sem pa želel to prej preizkusiti. Bila je ena odlična alternativa, ki se reče Better Touch Tool, ampak so ga nažalost modificirali, kakorkoli, zdaj je treba plačati, zato sem iskal drugo rešitev in sem našel eno orodje Spectacle, povezavo te našel v zapiskih. Kar mi je pri Spectacle všeč, je to, da ima praktično za vse postavitve ima neke bližnjice. Kar mi pa ni všeč, je pa to, da ne morem ga uporabljati z miško, tako da mogoče to ni moje končno priporočilo, do naslednjega podcasta mogoče našel kaj druga, ampak zaenkrat deluje, tako da toplo priporočam, če kdo želi orodje, da bo lahko posnemal dogajanje z okni na Windowsih, mogoče ne pregleda tudi ta Spectacle app. Ja, jaz bi pač rad omenil eno orodje, ki mi je, bom rekel, v mojih Windows časih precej olajšalo delo, to je AutoHotkey. Gre pa za neko orodje, v bistvu, s katerim lahko dejansko vse procese na računalniku avtomatiziramo. Se pravi, slabosti jaz nisem našel. Edina slabost, ki je, da ni pač dostopna na Macovem operacijskem sistemu, pa tudi, da ni dobre alternative, tako da dejansko tega ne morem več uporabljati. Ja, mogoče da pojasnimo poslušalcem Ivo, tale Revit uporablja v virtualni mašini na Macu. Tako da vsi tisti, ki se sprašujete, ali morate res trpeti s HP-jami, laptopi, ne, ni treba, lahko si tudi Maca privoščite, pa pol poganjate Revit znotraj neke virtualne mašine, bodisi da je to Parallels ali pa VirtualBox ali kaj podobnega. No, če lahko jaz še tukaj, da bomo malo pač še vedno na open source,
lahko tudi na Linuxih, pa potem v bistvu VirtualBox pa Točno Revit to. gor, ne. Točno to. Ok, no še moja zadeva za na koncu. Bom nadaljeval v duhu poslušanja raznih stvari. Zadnjič sem podcast omenil, no to pot bom Audible. Skratka, tale Audible je sicer so plačljive zadeve, kjer pač je tale Audible od Amazona, ponuja pa pač knjige, ki jih lahko poslušaš. Zelo zanimiva zadeva. Jaz se moram pohvaliti, da sem v zadnjem letu prebral na ta račun, recimo prebral oziroma poslušal nekih 20 knjig. Od tega bi pa, recimo, če že lahko, priporočil še 2 knjigi zraven. Ena je Smarter, Faster, Better: The Secrets of Being Productive in Life and Business. Charles Duhigg je tole napisal, zelo zanimiva zadeva, ki skozi par primerov opisuje, kako se lahko zgubimo v nekem tunelu, kjer ne znamo več ven, kjer pač razmišljamo o eni stvari in ne znamo videti neke širše slike. Zelo zanimiva zadeva. No, druga knjiga je pa v bistvu The Art of Racing in the Rain. No, če ima kdo kakršnekoli asociacije na Formula 1, se moti, v bistvu knjigo pripoveduje pes. Je pa res, da je ta pes, recimo temu, zelo mahnen na seno, in se vidi skozi neko tako perspektivo, tako da za vse tiste ljubitelje psov, med njimi sem definitivno tudi jaz, je to ena izmed najlepših knjig, ki jih lahko preberete. Takole, jaz mislim, da smo kar proti koncu tele oddaje. Predno končamo, Ivo, imaš morda kakšno stvar, ki je treba še posebej omeniti, kje te lahko poslušalci najdejo, kako te kontaktirajo? Zdaj, vidim, da vsi v Twitterju govorite, zato bom povedal kar v bistvu svoj Twitter handle. @family_editor. Drugače pa, se pravi, ne vem, ena zadeva, ki bi še mogoče omenil, je, da več o Revitu pa BIM-u mogoče lahko slišite tudi na CGS konferenci, ki jo tradicionalno pripravljamo pač vsako leto. Letos bo to jeseni. Zdaj upam, da tole ne bo zvenelo preveč kot reklama. Govorili bomo tudi o BIM-u, na splošno, ne samo o Revitu, pa o Autodesku. Drugače pa hvala za povabilo. Hvala Robiju, hvala Matevžu, da tale podcast snemata. Upam, da bomo vsi skupaj več vedeli o BIM-u zdaj. Robi, kje te lahko najdejo poslušalci? Ja, najprej se bom zahvalil Ivetu, predvsem zato, ker je pač potrdil, da je BIM proces. Drugače pa me lahko vsi poslušalci najdejo na Twitterju, ker sem @RobertKlinc. Ne tweetam samo v BIM-u, v bistvu tweetam vsem drugim, samo v BIM-u ne. Če pa kdo me res želi kontaktirati, me pa lahko kontaktira tudi na e-mail, kjer sem pa robert@klinc.net. Super, hvala. Tudi jaz bi se za konec najprej zahvalil Ivotu za to, da si vzel čas in nam povedal zelo veliko zanimivih stvari o CGS-u in o Revitu in razvoju in vsem, kar je s tem povezano. Na vsak način bi potrdil, da se CGS konferenca se je splačal udeležiti, tako da zapišite si, mislim, da je proti koncu septembra 2016, mislim, da okoli 22. ali nekaj takega, ampak to bomo še o tem govorili sigurno pred konferenco, tako da splača se priti na konferenco, vprašati stvari in jaz mislim, da so več kot kompetentni, da vam odgovorijo na vsa vprašanja povezana z BIM-om in tudi sami temi orodji, ki smo jih danes omenjali. Sicer, če kdo hoče mene
nekako kontaktirati, lahko to naredi preko Twitterja ali pa po mailu, oziroma tudi spletna stran je matevždolenc.com. Mislim, da boste tam našli vse informacije, kje me najdete in kako me dobite. Glede BIM pogovorov, spletna stran je bimpogovori.si. Smo tudi na Facebooku in Twitterju, tako da si želimo vzpostaviti oziroma začeti dialog tudi s poslušalci. Upam, da se čim prej spet vidimo. Tako. In tudi jaz se lepo zahvaljujem za poslušanje, upam, da se še slišimo. Hvala še enkrat Ivu in lep pozdrav. Adijo, Ivo. Adijo.